Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. V bistvu vprašanje, kaj je znanost in kako deluje, lahko odgovore na različnih nivojih. Ob tem, kar je bilo že povedano, bi lahko mogoče se vprašali, kakšen je pomen znanosti v družbi. In tukaj mislim, da je ključni pomen znanosti v tem, da je vir nekega zanesljivega znanja, v katerega lahko zaupamo. Ampak pri tem je pa treba tudi se vprašati, kako dejansko deluje znanost, da pride do zanesljivega znanja. In najbolj preprost odgovor je, da se okrog posameznih znanstvenih tem, ved tvori določena skupnost učenjakov oziroma ljudi, ki se spoznajo na neko temo, ki mora biti dovolj odprta, dovolj vključujoča in hkrati zavezana neki racionalni debati, ki je konstruktivna. In to znanje, ki se potem nekako to zavedanje o premlevanje nekega znanja, ki privede potem do nekih zaključkov, glede katerega se večina teh članov znanstvene skupnosti strinja, to je nekako tisti produkt znanosti, ki je koristen za družbo. Dr. Dolinc? Ja, mislim, da je treba razlikovati med tem, da imamo več resnic ali pa da smo odprti do novih argumentov, novih rezultatov, eksperimentov. In velik problem nastane v znanosti, ko se znanstvena skupnost nekako razdeli z istega področja ali pa nastane en del, ki sebe smatra kot mogoče znanstvena skupnost, pa ni. In takrat pa nastanejo problemi, ker lahko v javnosti, če to ni pojasneno, določeni ljudje nastopajo stališča znanstvenikov in dejansko formalno lahko so znanstveniki, so v službi na uglednih univerzah, zdaj imamo primer celo Nobelovega nagrajenca lansko leto za področje fizike, ki trdi, da CO2 ni odgovoren za podnebne spremembe. Tako da imamo nek problem tudi v sami znanosti, kako take primere naslavljati in za časa covida smo imeli to tudi v Sloveniji. In tukaj mislim, da mora biti znanstvena skupnost oziroma znanstvene skupnosti, ker so po posameznih področjih bolj proaktivne, bolj tudi v javnosti se izpostavljati in argumentirati, zakaj določene stališča mogoče niso v redu. Da ne pride v javnosti potem tudi do tega, da določeni mediji navajajo ljudi, ki niso strokovnjaki dejansko za neko področje kot strokovnjake, ker to ustvarja res hudo zmedo in to se je dogajalo pri nas. Morda kar dr. Dolinc. Ja, v bistvu temeljne vrednote znanosti, saj po moje, so te, ki vzdržujejo neko dobro delujočo znanstveno skupnost. Deloma izhajajo iz časov razsvetljenstva in so na nek način podobne tudi neki dobro delujoči demokratični družbi. To se pravi, da imajo vsi možnost participacije, hkrati pa morajo sprejeti določena pravila, ki veljajo na tem področju, ki so podrejena temu, da se pride do racionalnih skupnih stališč. Vrednota znanosti, recimo transparentnost, potem univerzalnost in še tisto, kar se velikokrat pozablja znotraj znanosti, je odsotnost hierarhije. Vsaj znotraj znanstvene skupnosti zares ni hierarhije, ko se vrednotijo same ideje. Takrat se poskuša to odmisliti. In hkrati pa nek paradoks znanosti, da ustvarja neprestano velike hierarhije. In
Tako da za dobro delovanje znanosti se je treba ves čas močno truditi. To ni neko ravnovesno stanje odnosov med ljudmi, ne, kot se mogoče včasih komu zdi, ne, da ljudi pustiš pri miru, pa bodo delovali tako, da bodo čim bolj konstruktivni. Ne, to ne deluje. Zato je treba vzpostaviti, da dobro deluje znanost, tudi veliko inštitucij, ki pomagajo samim strokovnjakom oziroma sploh področju, da dobro deluje. Ne. In tukaj v Sloveniji imamo kar veliko problemov, ker teh inštitucij na nekaterih področjih še nismo vzpostavili. Recimo, en pomembno področje je, ki je pri nas še povsem nezasedeno, je področje integritete. Tukaj pač imamo v bolj znanstveno razvitih okoljih posebne, rečemo ombudsmane za področje znanosti, ko je cela neka pisarna, ki skrbi z veliko zaposlenimi in ima potem po inštitutih razne oddelke, ki skrbi ravno za to, da zbira probleme, ki onemogočajo dobro delovanje znanstvene skupnosti in jih razrešuje. In v Nemčiji, kjer sem bil nedavno, imajo prav ombudsmana za znanost, to je pač nisem en človek, ne, ampak je pisarna, ki ima možnost tudi razpustiti inštitut in so ga, ne, prav zaradi pomanjkanja integritete. In to je nekaj, kar pri nas še zelo, zelo manjka. Ja, en problem znanosti, sploh v Sloveniji, je, da poskuša uniformirati vsa znanstvena področja, dati na isti kalup, ki je nekako v nekem trenutku bila mogoče fizika, kemija, biokemija so bile prepoznane kot vede, ki so nekako najbolj razvite v Sloveniji ali kako. In je princip, po katerem te vede delujejo, obveljal kot nek ideal znanstvenosti, vsaj v slovenskem prostoru. In se je začelo tudi druga področja. Ne. Recimo, jaz sem pač kar nekaj časa deloval na področju filozofije in v nekem trenutku so postali taki članki, ki so značilni za fizike, ne, ključni tudi na področju filozofije, čeprav tradicija je bila drugačna. Ne. Tako da, ampak problem je bil pa tudi v tem, da so začeli potem kar naenkrat prosperirati ljudje, ki so začeli to formo uporabljati, čeprav vsebine mogoče niso sploh imeli kaj veliko, ne, v teh člankih, ampak je bila forma toliko pomembna oziroma je še zmeraj, da to prevaga. In imamo zdaj tudi nova področja, ki so mogoče, kjer ljudje producirajo stvari, ki nimajo sploh nobenega smisla, ne, ki so pač čist brez vsebine, ampak imajo to strogo formo znanosti in tudi generirajo citate in na ta način dobivajo projekte in so uspešni znanstveniki v okolju, ki vrednoti prav to formo. Ne. In recimo zdaj smo imeli primer, so sprejeli nove člane akademije, ne. Jaz sem bil zgrožen, ko sem videl, da kot razlog citiral, koliko imajo točk v Covisu. Ne. Mislim, to pač je zelo neresno, ampak se nihče ne zaveda tega, izgleda v Sloveniji, ker smo se toliko navadili na ta sistem in so ljudje, tako ko se pogovarjam s kolegi in kolegicami, so nekako navajeni, saj te, ki delujejo znotraj sistema znanosti, da je znanost tekmovanje v zbiranju točk, ne, in zbiranju raznih dosežkov, ki so čista forma. In tisto, kar sem na začetku govoril, ne, kako je pomembna znanstvena skupnost, ki vrednoti dosežke, ne, tudi na tem področju mora nekako spostaviti, ne, da se vrednoti dejansko tisto, kar nekdo doseže, ne pa forme. In tukaj bomo sigurno morali narediti nek korak naprej. Jasno, ni to univerzalno po vseh vedah, ampak ljudje odhajajo iz znanosti. Težko je dobiti, verjetno boste povedali, mlade raziskovalce. Sposobni mladi ljudje so šli recimo iz inštitutov, iz univerz v industrijo pri nas, ne, zato ker so več zdržali, ker je bilo toliko nesmiselnih opravil, ali pa grejo v tujino in se potem ne vračajo, ali pa pridejo nazaj pa vidijo, kakšno je stanje tukaj in te refleksije je bistveno premalo pri nas in tisti, ki nekako govorimo o teh problemih, smo hitro nekako kot neki nergači obravnavani in imamo potem probleme. Zato moji kolegi tudi, ki podobno razmišljajo, so raje tiho, ne,
To je zelo slabo. In to slabi tudi pozicijo znanosti v družbi. Dr. Dolenc? Ja, ena od vrednot znanosti je tudi, da zna premagati ta nek naš, kako bi rekel, živalski odnos drug do drugega, da se povezujemo v skupine, da vidimo neka, kako bi rekel, skupne interese določenih skupin, potem delujemo na ta način, da drugače vrednotimo člane svoje skupine in pa druge. Ne? In to je v znanosti na univerzi močno prisotno. No? Jaz lahko iz svojih izkušenj povem, da če nisi član ene od interesnih skupin v slovenski, pač teh akademski sceni, nimaš nobenih šans. Ne? Vsi ti postopki pa to so fiktivni, če nimaš podpore ene od teh vplivnih skupin. Pač to, ko grejo ljudje potem v pokoj in ne ti povejo, kaj se je zares dogajalo, ko so oni vodili kakšen postopek in pač vidiš, kako se zares dogajajo stvari. Ne. Tako da tukaj imamo res, in mislim, da ne bomo drugače uspeti tega preseči, kot da res neke neodvisne inštitucije vzpostavimo, kamor se bo lahko sporočali te probleme. Ker teh problemov je ogromno. Pred 2 letoma smo v okviru Parka Dabre neko anketo dali okrog, da so nam lahko ljudje, ki delujejo v slovenski znanosti, sporočali, kakšne težave imajo. Ne? Pričakovali smo, da bo prišlo nekaj primerov. Ne? Se je usulo se je dolgi spisi, kakšne vse probleme imajo ljudje, ne? Predvsem mlajši. In to se ne naslavlja. Ni inštitucije, kam te probleme nasloviti in se ne rešujejo. Ne? In to je tisti problem, ki je še zmeraj pereč v slovenski znanosti in kjer pač težko dejansko se vzpostavi neko sodelovanje, kjer se marsikaj zmeri skriva in so vsi te centri moči nekako prepričani, da bodo s tem, ko delijo določene aparate, znanje, karkoli, nekaj izgubili. Ne? Ja, se zelo strinjam, da v bistvu siliti znanstvenike, znanstvenice, da bi še poljudno komunicirali z javnostjo, nujno, ne? To počeli se mi zdi zelo nesmiselno jih obremljevati s tem. Ampak hkrati se pa treba zavedati, da pa nekateri pa to radi počnejo, nekateri uživajo v tem. Ne? Zakaj ne bi tega priznali kot neko dejavnost? Zakaj to vsaj v našem okolju, ne, še zmeri sprejeto samo kot ljubiteljska dejavnost. To ni resno delo, ne, v našem akademskem svetu. Čeprav je zelo zahtevno in malo ljudi zna dobro komunicirati znanost z javnostjo. Ne. Ko se enkrat tega lotiš, vidiš, kako je to težko. Ne. To pač kar nekaj časa rabiš, da se naučiš, da si dober, da te javnost sprejme kot nekega relevantnega sogovorca in da znaš navezati stik. Ne? Hkrati pa znaš povzeti bistvo posamezne vede. Ne? Ampak to se nič ne ceni. Ne? Če to počneš, je kot da nič ne delaš, ne? V našem sistemu. Hkrati se pa kar nekaj denarja namenja promociji znanosti, ki je pa velikrat PR, to se pravi, kako spraviti nek dober renome svoje inštitucije, sebe, svoje raziskovalne skupine v javnost, ne? Kar pa ni isto kot neka dobra komunikacija znanosti, od katere ima javnost nekaj, od katere ima družba nekaj, ki družbo izobražuje in jo spravlja na nek višji nivo, ne, od katere imajo tudi šolarji, recimo, kaj, ali pa učitelji, ne vem, meni velikrat, ko srečam kakšnega učitelja, mi pove, koliko mu pomeni to, kar recimo prebere na Kvarka Dabri ali pa v časopisih, ne. Pa hkrati da vedeti, da ni isto, ne, kar nekdo drug napiše ali pa kar nekdo napiše, ki ve, kako napisati, da bo javnost to razumela. Ne. Ampak zakaj se zdaj, mislim, jaz se 30 let trudim, da bi se to nekako uredilo, to področje, nikakor se nič ne premakne. Hkrati gre pa ogromno denarja za to, ne, iz proračuna.
ampak gre recimo, pač primer navedem, ne, kako je recimo direktor enega javnega inštituta najem za par tisoč evrov agencijo PR, da mu izrihtala intervju v Delu. Ne. In ko so ga vprašali, kje je dobil ta denar, ja, za promocijo znanosti ga dobimo. Ne. Hkrati pa če se ti lotiš pisati, dobiš pač največ, ne vem, nekaj 10% tega ali pa še manj. Ne. In tukaj je nek velik strah slovenskega, kako bom rekel populistično znanstvenega establishmenta napram kvalitetnemu komuniciranju znanosti. Mislim, da je dejansko strah, ker si ne znam drugače predstavlja, zakaj recimo Kvarkadabra še zmeraj obstaja, zato ker je na strežniku v Ameriki in imam jaz edini password. Ne. Čist pač praktično vam povem. Ne. Doktor Dolenc, vi znate to. Ko smo govorili o ugledu znanosti in znanstvenikov, znanstvenic v slovenski javnosti, formula za to je dokaj preprosta. Govoriti moraš relevantne stvari na način, da te pač ciljna publika razume, hkrati moraš biti pa pri tem iskren in to se mora čutiti. Da ni razlike med tem, kar javno govoriš in kar dejansko misliš. In to je v slovenski znanosti kar velik problem. Vidim pri svojih kolegih in kolegicah, ki pač med pivom govorijo čisto nekaj drugega, kot govorijo, ko nastopajo svojih funkcij. In imajo čisto drugačen pogled tudi na samo znanost, ne? Ko govorijo javno in ko govorijo zasebno. Marsikdo, ki je prišel iz tujine, ne, pač dobro ve, kaj bi moral tukaj spremeniti, pa je na poziciji, ko bi lahko kaj naredil, pa ne bo. Zakaj? Pa ga vprašam, zakaj ne podpreš dobrih predlogov? Ja, zato, ker bom imel s tem same težave. Pa ko je enkrat že preskrbljen, ko je redni profesor, ko ima veliko raziskovalno skupino, pravi, ja, ne bom, ker bodo imeli moji podrejeni težave zaradi tega. Ne? Če bom javno povedal tisto, kar mislim. Ampak, a ni bistvo znanosti, da javno poveš to, kar misliš, vsaj pozicije nekega učenjaka, ne? In to je pač nekaj, s čemer se bo morala slovenska znanost, sploh akademski svet, soočiti, ne? Ker zaenkrat ni to neka vrednota, da dejansko poveš, kaj misliš. In tudi med pandemijo se je to lepo pokazalo, ko ste tudi vi novinarji iskali sogovornike, pa jih je bilo zelo malo, ki so se upali. In še te so imeli potem večinoma nek razen redkih izjem, nek osebni interes, zakaj so nastopali. Ne? Ali so pač uživali v tem, ali pa so imeli nekaj zadej. Ne? In to je tisto, da se vsaj takrat, ko novinarji izrazijo potrebo, da se opredeliš in to bi moral biti del tega, da je pač nekdo plačan iz javnih sredstev in dela v znanosti na univerzi, da se mora odzvati v takih primerih. Ne? In tudi kritično odzvati in, če ne drugega, saj usmeriti novinarje, ne pa, da se zapira, ker so bile pač določeni problemi za časa epidemije in novinarji niso najdeli ustreznih sogovornikov, hkrati so pa mene kontaktirali znanstveniki, daj ti kaj reči, ne? A ne vidiš, kaj se dogaja. Ne? Ampak rečeš enkrat, dvakrat, pa vidiš, da se vsuje po tebi, ne? Hkrati pa ti sam nimaš od tega čisto nobene koristi, kot da te pač grdo gledajo pač znanstveni establishment in te nadirajo po cesti, kaj to govoriš, čeprav tudi oni vejo, da je tisto res, kar si povedal. Ne? In to je ta problem, ta dvoličnost v slovenski znanosti, ki je še zmeraj veliko in se ne premakne nič. Vprašanje, ki je začeti. Tudi tak pogovor, ko ga imam zdaj, ki ga je, hvala Bogu, organiziral Kemijski inštitut, ne, je pomemben delček v tem, da kaj premaknemo. Ne. Če bi bilo takih pogovorov več, če bi postala to neka vrednota, ne, da se odprto pogovarjamo, da dejansko povemo svoje misli, da imajo možnost povedati tudi tisti raziskovalci in raziskovalke, ki se zdaj trenutno še bojijo, ne,
javno izpostaviti ali pa imajo jasno profilirana stališča. Recimo primer, ne, na Kvarkedabri smo nekaj časa objavljali pod psevdonimom analize slovenskega znanstvenega prostora. Skupina mladih, uspešnih znanstvenikov in znanstvenic jih je pripravljala, ne, ampak se niso upali podpisati svojim imenom ali pa kot skupina. Ne, smo potem psevdonim uporabili in to je bilo zelo brano in tudi pač ima se nekje nabira. Ne. Tako da pač več govoriti o tem, da to ne sme biti tabu, ne smemo problemov pod preprogo pometati, kar se velikokrat slišim, pa kaj govoriš o teh problemih, to moramo mi med sabo rešiti, ne, znotraj inštituta, znotraj univerze, tega ogromno slišim. Ne. Zakaj treba javno? Ja, zato, ker je treba pokazati tudi drugim, kaj so prave vrednote, ne, in da se ne da to tako potem urediti med kolegi. Ne. In to je tisto, kar je v javni prostor mora znanost stopati iskreno, razvijati svoje vrednote, o katerih smo prej govorili, ki so pomembne in na ta način bo pridobila še večji ugled. In Slovenija je na robu v evropski skupnosti glede ugleda na področju znanosti. Po tem Eurobarometru. Ne vem točno zdaj, ampak glede cepljenja in glede takih vprašanj smo čisto na robu, na zadnji v EU in mislim, da se glede tega moramo zamisliti in nekaj spremeniti. Ja, čisto na hitro še mogoče eno takih neizkoriščenih inštitucij v Sloveniji, ki bi lahko dvignil ugled slovenske znanosti, je Akademija znanosti in umetnosti. Če pogledate, kaj počnejo druge akademije po svetu, ne, že če spletno stran pogledate, ne, organizirajo take dogodke, ne, organizirajo pogovore o različnih temah, pišejo o etičnih problemih nekih trenutne znanosti, ne, usmerjajo nekako javno mnenje. Pri nas tega skoraj ni. Ne, in hkrati gre pa spet kar veliko denarja tja. Ne? In zakaj ne bi od te inštitucije zahtevali tudi, da malo več naredi na tem področju? Ne? Ja, na vsak način je treba zaupati znanosti, ampak ne nujno vsem znanstvenikom. To je kar pomembna razlika. Treba je znati preveriti, kdo je tisti, ki govori, ki povzema neko že od znanstvene skupnosti predelano znanstveno vednost. Tisto je dejansko znanstvena vednost. Ne. In to razlikovanje je mogoče še najbolj pomembno tudi za novinarje, no, da znajo to razlikovati in ko pišejo nekaj stvari, vprašajo tistega, ki dejansko zna povzeti, kaj znanstvena skupnost na nekem področju že nekako skupaj ugotovila. To pričakovati od kogarkoli v splošni javnosti je malo preveč, se mi zdi. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.